malo luči so vre, veš? So vre? Ja, pravi. Jaz sem mislil, da A ja, okej. če plak malo luči še dodalno. Da imate nastavitve vse. To ne gledam? Ja. Super, lep pozdrav vsem zbranim, tukaj na novinarski konferenci Kristjana Čeha, aktualnega svetovnega prvaka v metu diska, slovenskega športnika leta 2022. Torej, Kristjan nam bo danes ponudil pogled v njegovo ekipo, v njegove plane, torej glavne načrte za sezono 2023, ki se začne že ta vikend v nedeljo v Domžalah. Predstavili bomo tudi ambasadorsko sodelovanje Kristjana Čeha z športno akademijo Mastercard, torej akademijo, kjer združujemo mlade športnike in v bistvu se ponuja podpora v vseh stebrih, ki so po mnenju mnogih profesionalnih športnikov ključni za celostni razvoj športnikov. To bo v bistvu uradni del današnje konference, po uradnem delu pa bomo seveda še podpisali sodelovanje med Atletsko zvezo Slovenije ter Kristjanom Čehom za sezono 2023. Torej, naši govorniki danes so seveda atlet gospod Kristjan Čeh, gospod Primož Feguš, predsednik Atletske zveze Slovenije, gospod Aleš Petejan, direktor marketinga Mastercarda Slovenije in gospod Jan Ternjak, direktor športne agencije Proelium. Kristjan, najprej iskrene čestitke za res izjemno sezono 2022. Ali ste v pripravljalnem obdobju naslednjo sezono morda sprejeli kakšne spremembe v sami ekipi? Hvala naprej. Reč pa ekipa sta ista kot lansko sezono, kot v Sloveniji, tako v Estoniji. Še vedno sodelujem z Gerom Kanterom, trenerjem, potem seveda fizioterapeuta v Sloveniji, Tadej Repnik in Halit Nasiv, potem seveda brez Stanko, to tudi ne moremo, Stanko Suhec, Data Gaj, seveda Tanja Kajtna, še ena psihologinja in seveda v Estoniji tudi svoje fizioterapeute in kiropraktika. Super, hvala. Mogoče se dotaknemo malo samih priprav na novo sezono, kako ste zadovoljni s pripravami in kaj so tisti glavni cilji za sezono 2023? Priprave so šle boljše kot lansko leto, bolj smo zadovoljni, tudi na Tenerifih zdaj, 3 tedne, smo tudi večji napredek naredili kot lansko leto, tako da upam, da sezona bo vsaj ista, če ne boljša. Vse potem glavni cilji pa so svetovno prvenstvo, obraniti naslov svetovnega prvaka, potem se na diamantne lige tudi narediti vsaj približno isto kot lansko leto, torej zmagati vse. Super, Kristjan, držimo se, da bo res tako, najlepša hvala. Torej danes, kot sem rekel, bomo predstavili tudi Mastercard športno akademijo, katere glavni ambasador je Kristjan Čeh. Naslednje vprašanje je namenjeno direktorju športne agencije Proelium, gospodu Janu Ternjaku. Sicer Jan, kakšne so pričakovanja pred novo izvedbo Mastercard športne akademije? Ja, tako hvala, iskrena hvala Kristjanu Čehu za zaupanje in jaz verjamem, da bomo skupaj dosegli marsikatero zmago. Po drugi strani pa seveda iskrena hvala tudi Alešu Petejanu in pa podjetju Mastercard, ker so v bistvu poskrbeli, da na nek način za brezplačna mesta v akademiji. 3 sezone so v bistvu že bile za nami, 88 športnikov, kjer se jaz mislim, da za en izmed največjih družbeno odgovornih projektov za mlade športnike v Sloveniji. Tudi s Kristjanom smo govorila, ni imel takšne podpore, večinoma športnikov niso imeli tovrstnih podpor in v akademiji v bistvu 13-14 let naprej so mladi športniki se bodo lahko včlanili. Vsako leto bomo okoli 30-35 športnikov izobraževali, dobili bojo vsa znanja za vsemi v bistvu odličnimi strokovnjaki v Sloveniji in pa na drugi strani tudi štipendije, sponzorstva, tako da se res veselimo, konec koncev pa je bil ta projekt tudi, smo ga preizkusili na v bistvu Roku Možiču, ki je postal eden izmed najboljših odbojkarjev na svetu, tako da tudi skozi akademijo je že šlo ogromno mladih športnikov, ki so že zdaj na ravni svetovnih, evropskih prvakov, tako da se res veselim, kaj bo akademija prinesla tudi v naslednjih letih. Super, hvala gospod Ternjak. Naslednje vprašanje naslavljam gospoda Aleša Petejana, v bistvu direktorja marketinga Mastercard Slovenija. Sicer gospod Petejan, kaj Mastercardu predstavlja Mastercard športna akademija in Mastercard klub?
torej, s katerim bodo mladi športniki prejeli celostno podporo v njihovem razvoju športne kariere. Lep pozdrav še iz moje strani. Mastercard je kot globalno podjetje zelo vpeto v različne športna sponzorstva, športne projekte, ampak še posebej ponosni smo na to, da smo zelo aktivni tudi v Sloveniji. Že vrsto let sodelujemo z nogometnim klubom Maribor, z nogometnim klubom Bravo, rokometnim klubom Celje in pa z Planico, svetovnim pokalom v smučarskih skokih. Ves čas smo v bistvu poskušali še vso naše delo nadgraditi z različnimi aktivnostmi z mladimi. Ta projekt se nam zdaj v bistvu izjemno dober, zato ker ne daje samo nekih izkušenj ali pa izobraževanja na področju športa, vendar mladim športnikom pomaga pri njihovi karieri, pri njihovem razvoju, na nekem celostnem nivoju, na neki celostni življenjski izkušnji. Upam, da bomo to, kar je agencija Proelium v prejšnjih letih delala, uspeli dvigniti še na višji nivo. In posebej ponosen sem, da smo dodali poleg tega, da bodo dobili celoletno izobraževanje, še klub, ki jim bo pomagal v njihovem razvoju še v kasnejših letih. Zdi se nam izjemno pomembno, da dobijo mladi športniki izobraževanje, ki ne pomaga jim samo na športnem področju, vendar tudi na življenjskem področju. Tako da upam, da bomo skupaj naredili en super korak naprej. Najlepša hvala, gospod Petrjan. In seveda še vprašanje glavnemu ambasadorju Športne akademije, Kristjanu Čehu. Kristjan, kakšni so vaši občutki ob tem, ko ste postali ambasador enega največjih družbeno odgovornih projektov za mlade športnike v Sloveniji? Seveda, prvo je, da sem zelo ponosen, da sem lahko stopil v to vlogo, da sem ambasador Športne akademije. Seveda tudi na sebi gledam, kako podporo sem jaz imel, kako podporo bi si naj želeli mladi športniki, kajti vemo, da določena znanja vseeno rabiš za začetek športne kariere. Vem, da jaz sem imel nekaj podpore, ampak tudi ne tiste, kaj bi res rabil kot mladi športnik. Tako vsekakor spodbujam to in tudi seveda, če bo kaj koristiti, kakšne svoje znanja tudi predam naprej. Najlepša hvala. Torej, Kristjan Čeh nam je predstavil svojo ekipo, svoje glavne cilje za sezono 2023. Spoznali smo se tudi z Mastercard Športno akademijo. Preden preidemo še na podpis sodelovanja, pa bi predal besedo še gospodu Fegušu. Izvolite. Pozdravljeni še z moje strani. Seveda še enkrat čestitke za lansko zelo uspešno sezono. Držimo pesti tudi, da bo letos še bolj uspešna kot lansko leto. Atletska zveza je zelo vesela in ponosna, da ima takšnega atleta v svojih vrstah. Tudi jaz kot predsednik sem izredno ponosen, da lahko vodim zvezo v času uspehov Kristjana Čeha. Mislim, da je bilo sodelovanje do zdaj zelo korektno in si želim tudi takšno sodelovanje v nadaljevanju. Mi bi si želeli Kristjana na vsakem od naših dogodkov, ampak vemo, da je to malo težko, glede na to, da živi v tujini, da trenira v tujini, ampak mislim, da z dobro voljo bomo našli vedno kompromis, pa se znali uskladiti. Mislim, da je zelo dobra poteza Kristjanovo sodelovanje z novo športno agencijo. Namreč Atletska zveza postavi neke temelje, postavi pač neke osnovna izhodišča za atlete, da se lahko razvijajo, seveda ne more pa zagotoviti čisto vseh finančnih sredstev za preživetje in za res najvišje rezultate in v glavnem tukaj zelo spodbujamo, da naši športniki najdejo tudi te poti v glavnem v športnem svetu, če tako rečem. Tako da tudi z moje strani se zahvaljujem in športni agenciji in Mastercardu, da ste prevzeli to odgovorno delo in da pomagamo vsi skupaj, seveda Kristjanu, na tisti najvišji nivo, kjer nam še manjka, olimpijsko zlato, svetovni rekord, take stvari, ponovitev svetovnega prvaka in tako naprej. Super, najlepša hvala, gospod Feguš. Imamo da kdo od novinarjev kakšno vprašanje za naše? Izvolite. O eni stvari nismo še govorili o Domžalah, sem ti pustil čas, da poveš, kakšen je tvoj cilj na tej prvi tekmi, verjetno zelo pomemben začetek sezone. Ja, seveda je pomemben začetek sezone, kaj tudi da sem dobro pripravljen, ampak vseeno bo mrzlo, pravi, da bo sneg, kar dosti tekmovalcev, tako da bo težki pogoji. Sigurno pa je
En moj cilj je, da pač, če ne vržem isto kot lansko leto ali pa malo več. Super, najlepša hvala. Še kakšno vprašanje? Imam še jaz, glede na to, da si verjetno povedano močnejši in večja mišična masa, ali to seveda ne pomeni avtomatsko daljše mete, ker se pač treba uskladiti v krogu, ampak čutiš, da bi lahko recimo vrgel dlje kot si lani, recimo, če rečemo, mislim, je tudi to en izmed ciljev sezone. Seveda je, vsako leto je cilj za napredek, da napreduješ v svoji disciplini, ampak vseeno še po moje težko zareči, kaj ti prav zelo začne komaj maja, tako da to še je nekaj časa. Sigurno pa ja, močnejši sem, seveda to še treba spraviti v tehniko, kaj tehnika se potli malce spremeni z močjo, ampak po moje smo na dobri poti. A si letos v teh pripravah kaj spreminjal, si kaj tehniko prilagajal, kako je z tem razvojem? Ne, to je zdaj prvo leto, ko nismo nič skoraj spreminjali, držali smo se istega plana, iste tehnike in seveda pač tiste male detajle seveda se popravljajo. Super, kar izvolite, gospod. Na Tenerifih je bilo drugačno vreme, kot je v Domžalah. Verjetno si tudi metal kaj na Tenerifih, kakšne so kaj veljave? To je za težko povedati, kaj nismo vsake trening merili, ampak je bilo več kot lansko leto, to je vsekakor bilo. Seveda pa tudi pogoji so bili drugačni, toplo je bilo, lažje se je metalo zunaj kot tukaj, zdaj ko bo sneg spet. Tako da, pač mislim, priprave so bile dosti bolj uspešne kot lansko leto. Odlično, torej imamo same dobre obete. Še kakšno vprašanje mogoče? Ok, izvolite. Brez poškodb? Sem, brez poškodb, trenutno, tako da to je zelo dobra potnica za naprej. Pač tako še mora ostati celo sezono, da se ne poškodujem, da pač glavni cilj tudi. Ja, pa opažam, da niste videti samo močnejši, ampak tudi bolj vitek. Da si postajaš bolj grški atlet, tako da si bil, verjamem, da tudi to je super za kako ti čutiš to hitrost, mislim, glavnem zdaj verjamem, da si v bazičnem treningu in je to že hitrosti še ni takšne kot bo, primerjava z lanskim letom. Ja, v bistvu ja, lažji sem kot lansko leto in močnejši sem, tako v bistvu tu je po mojem mnenju tudi en napredek. Seveda hitrost še ni tista, na katero ciljamo poleti na sezono, ampak je tudi že po moje, da imam kar tudi hitrosti. Ok. Če več ni vprašanj, se najlepše zahvaljujem. S tem smo ta uradni del zaključili. V mestnem času, ko se pripravi zaradi druga sponzorska stena in ko se Kristjan preobleče, vas povabim k pijači, kavici, pa potem nadaljujemo seveda še s podpisom sodelovanja. V imenu Atletske zveze bi se gospodoma še rad zahvalil, da ima podelil. V predlanskem letu smo na Atletski zvezi praznovali 100 let. V tej priliki smo izdali zelo obsežno knjigo, pa bi zdaj vama podelil. Izvolite. Kot zahvalo in spodbudo za dobro sodelovanje. Izvolite.